Tudi jaz se zahvaljujem za povabilo. Me veseli, da sem v teh prostorih tudi zaradi tega kratkega romana, ki vam bo povedal, kdor ga bo prebral, da sem dolgo časa živel pod kožo in v koži Alme Karlin, vaše sjajne someščanke, ki je svojim življenjem in svojo umetnostjo uresničila to, da je lokalno univerzalno, in o tem razmišljam tudi v svojem kratkem esejčku. Namreč lokalno je univerzalno pomeni tudi, da tisto, kar je hipno, je na nek način diahrono, je razprostrto skozi čas. Skratka, govorim o tem, da pozabljamo morda, in to se je danes pokazalo na zelo šokanten način, da s tem, ko naprimer mi, ljudje, rokujemo svetom, manipuliramo z geniji, to se pravi, gospodujemo nad stvarmi, pozabljamo pravzaprav, ne znamo več gledati z druge strani, morda pa na tak način, da to mi počnemo, svet upravlja, gospoduje in manipulira z nami. Skratka, v filozofskem jeziku v filozofskem jeziku bi govorili lahko o neki enotnosti ali pa dvojnosti, kar smo danes že slišali. Mislim pa, da je kar naprej treba in da to umetnost, zato je umetnost tudi dragocena, da umetnost poskuša kar naprej presegati to mejo, da skuša z nekimi ekstatičnimi pozicijami ustvarjanja dobiti pogled tudi od zunaj, to se pravi preseči to mejo klasično objekta-subjekta. Pred nekaj leti sem napisal eno zbirčico kratkih esejev, pravzaprav jaz jih imenujem poetične meditacije z imenom Etimologija pozabe. Zakaj takšen naslov? Ker se mi zdi, da so vzori civilizacije ob vzponu, ob začetku neke civilizacije postavljene neke modrosti, neki vpogledi med človekom in svetom, ki so dosti jasnejši, kot pa ob njenem izteku, ki ga po mojem mišljenju na nek način živimo tudi mi danes. Hotel sem povedati, da veliko s tem, ko se okoriščamo s tehniko, ko dobimo nove in nove možnosti, kot smo videli temu, česar so nekoč Grki rekli tehne, to se pravi z možnosti obrtnega oblikovanja, da smo s tem pravzaprav, da s tehniko sicer dobimo ogromno nekih možnosti, vendar da s tem tudi veliko stvari pozabljamo. Pozabljamo na neke stvari, ki so bile pa v vzniku civilizacije zelo jasno postavljene in nam nekako zdaj uhajajo iz spomina. Zakaj? Ker smo tako navdušeni s tem, kar lahko počnemo, z vsem, kar nas obdaja. Zato je seveda zelo zanimivo razviti neko rožo, ki jo imamo za lepo, in jo ohraniti skozi čas, zavreči pa neko, ki jo imamo za grdo, in ta ne bo dobila več svoje življenjske pravice. Kaj to pomeni, seveda lahko vsi slutimo. Tudi jezdeci eugenetike so izhajali iz podobnih premis. Hočem reči, da ne boste mislili, da sem proti znanosti, nasprotno. Vse življenje me okupira in sem se ji nekaj časa tudi resno posvečal. In pred kratkim me je osupnil, naprimer,
samo najno srečanje z Luko se je zgodilo v Ženevi, kjer smo prišli iz CERN-a, ki me je fasciniral, kaj vse človek naredil za to, da bi prišel do neke ključne hipersimetrije, recimo temu, kot imenujejo, ali pa teorija strun, kot imenujejo znanstveniki in tudi glasbeniki. Ampak fascinirala me je pa tale enačba, ne tale, izpeljava FIA, ki jo je iz FIA, to se pravi tistega znamenitega števila, ki ureja marsikaj v tem našem vesolju, to je število 1,618, pa tako naprej, iracionalno število zlatega reza, po katerem smo, kot vemo, narejeni ne samo mi in listi, in pod kotom 137,5 stopinj so zgrajene rastline, zato da ujamejo čim več svetlobe in tako naprej. Ampak Kepler je videl iz Fibonaccijevega tega zaporedja, ki govori, da količnika dveh sosednjih števil, bolj ko gremo proti neskončnosti, ko limitiramo proti neskončnosti, se bližajo prav številu Fi, in videl je pa tole formulo, da je Fi enako, probajte si zamisliti, 1 plus 1 z 1 plus 1 z 1 plus 1 z 1 v neskončnost. Se pravi, nekaj tako lepega in nekaj tako fantastičnega za mene, da sem bil čisto osupnen. To sem zdajle pred kratkim prebral v knjigi Jožefa Muhoviča, Sjajni enciklopedije likovne umetnosti, ki vam jo res priporočam, ker je nekaj neverjetnega. In eden od velikih matematikov, Leonhard Euler, švicarski matematik, ki je živel tudi, ki je iz Basla, tako kot Lojze Kovačič, ja, se sem prav rekel, je vse, kar vemo in česar ne vemo, združil eni zelo preprosti enačbi, ki je Richard Feynman, ta imenitni atomski fizik in mislim, da je celo Nobelov nagrajenec ali pa, ne vem, eden največjih fizikov sodobnosti, imenoval najlepša enačba, ki prekaša tisto znamenito E je mc kvadrat, in ta enačba se glasi takole. E, to se pravi naravni logaritem, E na I krat pi plus 1 je enako nič. Rekel je, zakaj je ta enačba tako fantastična? Ker združuje racionalno 1, nič, iracionalno in imaginarno v neko zvezo, ki je seveda preprosto fantastična. Tako, zdaj pa gremo k lepoti. Jaz namreč mislim, da je vse, kar v lepoti lahko rečemo, samo slutna in nek namig, kajti lepo in lepota vprašanje je, ali je to, ali je okrog tega smo se vrteli kar ves čas, ali je to nekaj, kar se, kot bi rekel Nietzsche, kar naprej vrača, večno vračanje istega, ali to se pravi, ali obstaja neka lepota, ki se ne spreminja, ali obstajajo samo umetnine, to se pravi konkretizacije nekih lepih zadev, ki so hipne. Vsi vemo, da je Joyce razvil pravi sistem, tudi zato, da je napisal Ulysses in druge svoja dela, sistem epifanij, ki ne bazirajo več na neki metafizični, nadčloveški moči, ampak so podvržene prav temu hipnemu, to se pravi, se v njemu spostavijo in tudi izničijo. Tako nekako, kot se to dogaja znanstvenikom, ko opazujejo sledi kratko živečih subatomskih delcev v CERN-u. To se pravi, tudi mene zanima in me še vedno je zanimalo in me zanima, kako je s to povezavo diahronije in to se pravi lepote kot deživljaja in lepote kot neke stalnice. Zato sem vzel
Zato sem vzel dva primera. Prvi je Rainer Maria Rilke, druga pa je znamenita slika, ki jo vsi poznamo, tisti zagonetni nasmeh Madone. Danes smo Madono že omenjali, ampak v eni drugi zvezi. Ki pa ni tako brez povezave s tem smehljajem, ki ga bom zdaj prebral. Najbolj osupljivo poetično definicijo lepote, kar jih poznam, je oblikoval Rainer Maria Rilke na začetku prve devinske elegije. Kdo, če bi kričal, bi me pa slišal med trumami angelov. A recimo, da bi me eden od njih kar na lepem objel, skoprnel bi ob njem, ki biva močneje. Kaj ti lepota je, strahotnega ravno še znosni začetek, in občudujemo jo, ker se ji sploh ne zdi vredno, da bi nas pokončala. Rilke torej lepota povezuje z angeli, ki bivajo močneje kot ljudje. Ljudje vidimo samo znosni začetek lepote. Če bi jo ozrli v popolni podobi, bi skoprneli od strahotnega. Lepota je za smrtnike zavesa, nekakšna koprena, membrana, zaslon na meji dveh svetov, ki nam pomaga živeti zato, ker ne vidimo celote bivanja tu in onstran njega. Vendar je ta zaslon prosojen. Na njem se kot simbolni namigi in čutne slutnje izrisujejo čudoviti obrisi strahotnega. Čudoviti obrisi veličastnega, ki bi nas uničilo. Ob njem bi se razblinili in izklapeli v nič kot rosa v poletnem jutru. Prepustimo zdaj strahove, strahotno tistemu, ki ali kar nas presega in ni nič človeškega, in se vrnimo k njegovemu izviru k lepoti. K lepoti, ki se ji ne moremo odreči za nič na svetu. Brez lepote bi bila naša življenja, rečemo večkrat, nekaj strahotnega. Brez lepote bi bila naša življenja nič vredna. Ne pozabimo pa, da nas lepota očara samo zato, ker nam prišepetava, kot nam prišepetava pesnik Orfejevih sonetov, ker se je sploh ne zdi vredno, da bi nas pokončala. Čudno. Smo v očeh lepote vredni tako malo, da z nami noče zgubljati časa. Ali pa smo bitja, ki jih lepota potrebuje, tako kot igralec potrebuje gledalce, da lahko začne svojo igro. Komu naj sicer prikaže svoje veščine? Koga zasvoji z umetnostjo, v kateri so namišljenosti stkejo v vozu resnice? Razmerje med lepoto, njeno igro in človekom, tudi to naj danes ostane odprto. Ampak nekaj postaja očitno. Lepoto lahko občudujemo samo zato, ker se nam želi razodeti in nas nagovoriti. Razodene in nagovori nas tako, da nas vznemeri. Danes smo videli, da so ne samo vznemeri, ampak da je naravnost dramatična, da je lahko v resnici v nekih oblikah nečloveška. In zdaj poskusite to besedo misliti ne pežorativno, ne vrednostno, ampak v dobesednem pomenu besede. Bistveno pa je, da lepota sama ostane brezbrižna, neprizadeta in odmaknjena. To vemo vse od Kanta naprej, ampak je res zelo pomembno. Lepote ne moremo ne použiti, ne popiti. Ne moremo jo spremeniti v predmet, ki bi potešil naše poželenje. Občudujemo lahko le nekaj, kar nas pretrese naše telo, a ni nič materialnega. Lepota je vedno doživetje, ki preživi trenutek našega pogleda, prisluha, dotika in čutne očaranosti. Vsakič, ko bomo prebrali začetek prve devinske elegije, nas bo pričakala lepota med verzi in nas pretresla. V tem je njen srž. Biva kot neka trajna vzvalovanost, tudi to smo že danes slišali, energijska vzburenost sveta in čaka na človeške oči, ki jo bodo videle. Prst, ki jo bo utipal, dih, ki jo bo vsrkal. V tem je srž lepote. Ne izgine v očeh, v prstu in pljučih, ampak čaka na nov pogled, na nov dotik in nov dih. Pa smo tam.
pri Giocondinem smehljaju namreč. Nasmeh, ki nas opazuje z Da Vinčevega platna, je smehljaj celega obraza, še posebej ustnic in oči. Vemo, da je podoba Mone Lise v skladu s tem, da lahko lepoto srkamo le kot živetje, kot trenutno vzhičenost duše, doživela na tisoče tolmačenj, od zgodovinskih in ikonografskih, psihoanalitičnih do fenomenoloških. Na tisoče različnih tolmačenj. Kljub temu je smehljaj, v katerem lahko slutimo ironijo, dvoumnost in senzualnost, ostal skrivnost. Tudi Da Vinčeva umetnina je zaslon, platno, na katerem je naslikana brezskrbna brezbrižnost lepote. Nedoumljiva odmaknenost lepote, ki se ne moremo prisvojiti. Mnoge ljudi je ta zamrznjeni Giocondin smehljaj, ki prihaja iz neke čudne, ledene, kozmične daljave, tako razkačil, da so skušali platno uničiti, kot vemo. Tudi če bi jim to uspelo, bo njen Giocondin smehljaj ostal zarisan v kolektivnem človeškem spominu. Rilkeva pesem in Da Vinčeva podoba govorita o nedoumljivosti lepote. O tem, da se nam tisto, kar je v lepoti bistveno in nespremenljivo, ponuja le kot namik in slutna in kot izziv naj lepoto zaobjamemo v vsej njeni globini. V načinu izziva pa je Gioconda povsem drugačna od Rilkeve pesnitve. Pri Rilkeju je lepota le znosni začetek strahotnega. Se pravi, drži se nekaj demoničnega in videli smo, da v moderni umetnosti, da se to res izpolni na neverjetno, kaj bi rekel, pahlačast način, mislim, v tisoče in tisoče oblikah in jezikih. Tako da vprašanje Uroševo, ki je bilo nekako, kaj bi rekel, že obramba moderne muzike, ali je njegov komad kitaron, ne, lep, seveda je lep, vendar je lepota postala zdaj, je dobila nekakšno drugo obliko, sama nosi v sebi, kot sem že rekel, nekaj demoničnega, dramatičnega in tako naprej, nekaj, kar je kar človeka postavlja pravzaprav na rezilo njegove eksistence, kjer je postal vprašljiv sam njegov algoritem bitja. Torej, Giocondin smehljaj, ki prihaja z renesanse, težko bi v njem našli kakšno strahotnost. Prej erotično povabilo, naj odstremo to zaveso in pogledamo v zaodrje lepote, kot da tam ne bi bilo nič strašnega, nič tistega, kar je kasneje plašilo Rilkeja. Ja, drznim si reči, da v renesansi lepota za človeka ni bila nekaj, kar bi ga pokončalo. Takšno moč nad človekom je lepota dobila kasneje, v času, ko so znanost, tehnologija in kibernetika umetniškemu izražanju ponudile nove možnosti in mu začrtale tudi nove omejitve. Tisto, kar je bilo v Giocondinem smehljaju igriva skrivnost igrivosti, se je v moderni dobi spremenilo v pretno uničenja, v predverje strahotnega. Nam bo uspelo povezati hudomušnost Da Vinčijeve igrivke in resnobno elegičnost sodobnega Orfeja? Si to sploh še želimo? Če si tega ne bi več želeli, bi padla v pozabo duhovna vsebina preteklosti, ki določa dialektično valovanje časa in povezuje človeka in svet. Drugačnost preteklosti je problem sedanjosti. Hvala lepa.